Nocoj bo padel zastor 31 Čufarjevih dnevov in seveda podeljena bodo tudi najvišja priznanja. Kakšna? Ja, 4 Čufarjeve plakete za najboljšo predstavo v celoti, najboljšo žensko vlogo, najboljšo moško vlogo in Čufarjeva plaketa, tista, ki so jo izbrali gledalci, gledalke, občinstvo. Ker so glasovali vsak večer, pridno obiskovali vse večere in potem seveda dali svojo oceno. No, povprečje pa je določilo zmagovalca, ki prejme Čufarjevo plaketo. No, dve sta pa tudi novi gazi, to je skulptura v novi kategoriji, mladinski, ki jo za inovativen pristop, za drugačnost, za drugačne poti v gledališki produkciji prejme mladina. Na Čufarjevih dnevih vsako leto nastopajo ljubiteljska gledališča in koliko si jih je letos predstavilo in odkje vse? Letos se jih je prijavilo 30, predstavilo pa 14 oziroma 13, če smo natančni, ker je prišlo vmes že ob izvajanju festivala do spremembe, do ene predstave, ki je odpadla. Vse mogočih žanrov prevladovala pa je komedija, drama. Prav v tej kombinaciji, kar je bilo zelo zanimivo in pa sicer tudi komedije samostojne. Katero strogo oko komisije je bilo letos? Kdo je bil letos v tej komisiji, ki je ocenjevala vsa ta ljubiteljska gledališča cel teden? Komisiji žiri sta bili dve, in sicer v mladinski kategoriji svoja in potem še v odrasli. Mladince je presojala žirija v sestavi Alenka Bolev-Rabec, Kaja Novosel in David Ahačič, odrasle pa Ana Ruter, Alida Bevk in Matija Logar. In letos je bila tudi novost, včasih je bil teden dni, letos pa 8 dni. Ja, letos še pogledava še s tem zaključnim večerom pravzaprav 9, tako da že to malce spominja na maraton brez prekinitve, ampak očitno smo zdržali in res sem izredno hvaležna tudi občinstvu, ki je zdržalo in dobro napolnilo dvorano vsak večer. Torej bi bila letos tudi kot vedno na Čufarjevih dnevih odlična publika? Res je, tudi publika si zasluži Čufarjevo plaketo. Hvala lepa in čestitke seveda vsem, ki ste pripravljali te 31 dneve in verjetno se vidimo na 32. Hvala, dobrodošli na 32 in spet in spet.